Lepo pozdravljeni. Flash ponovno nadaljujem z že začeto temo, to je tretja razvojna os. No, po obisku ministra Gašperšiča v Dravogradu je nam Koroščankam hitro postalo jasno, da se naša preljuba cesta, hitra cesta, znova odmika. Zato sem za mnenje poprosila vseh 12 koroških županov, kot tudi predsednika Slovenjgraške območne obrtne zbornice, ki mimogrede napoveduje vstajo pred parlamentom in sicer že v drugi polovici tega meseca. 6 županskih mnenj ste lahko že slišali in sicer v prejšnji oddaji. Še vedno je oddaja na voljo na ogled, torej na spletu. Tokrat vam predstavljam naslednji 6. Župan Srečko Geč, to je občina Ribnica na Pohorju, se je odločil, da ne bo nič napisal, saj navajam ga dobesedno, v tem ne vidi nobene koristi. Konec navedka. No, izjavo župana, torej Ribnice na Pohorju, sama razumem na način, da se je dejansko že sprijaznil, da se bo še naslednjih 20 let vozil po teh zjahanih cestah. To je seveda moje osebno mnenje. Naslednja je županja občine Dravograda in sicer Marjana Cigala, ki je zapisala naslednje besede. Lepo pozdravljeni. Zopet se je govorilo o tretji razvojni osi za izgradnjo prepotrebne hitre ceste na Koroškem. Zopet zakaj? Ker smo že mnogokrat o tem govorili, a slišati nas je hotel skoraj nobeden. Isto smo ugotavljali tudi na tem sestanku v Bukovju. Načrtovale so se različne trase z namenom umeščanja v prostor, a potrjene z izjemo drugega dela hitre ceste od Velenja do Slovenjgradca niso bile nikoli. Nažalost so bile priporočene trase strani države v veliki meri nesprejemljive za lokalno prebivalstvo. O popravkih v zadovoljstvo ljudi se ni smelo govoriti, ker so le-ti zahtevali večja finančna sredstva, kot jih je država planirala zagotoviti. Na tem sestanku nisem pričakovala velikih obljub, kot je takojšen pričetek del na hitri cesti, ampak realno časovnico o gradnji hitre ceste od Velenja do Slovenjgradca in o izdelavi potrebnih dokumentov za preostale 3 dele te investicije. Pričakovala sem tudi obrazložitev načrta popravila državnih cest po Koroški in izgradnje dravograjskih obvoznic, za kateri so načrti že izrisani. Minister pa nič. Res je na tem položaju zelo kratek čas, a na tem ministrstvu je že dolgo, zato sem prepričana, da naše probleme zelo dobro pozna. Lahko bi nam prišel nasproti, če bi seveda to želel. Urejene ceste morajo biti tudi za nas, zato obupali ne bomo. Poslužiti se bomo morali bolj radikalnih metod. Vesela sem, da je bil državni svet pobudnik tega sestanka. Izpeljal ga je odlično. Med udeleženci je bilo poleg gospoda ministra Petra Gašperšiča kar nekaj odgovornih ljudi z Ministrstva za promet. Upam, da so občutili našo resnost. Smo pa pogrešali koroške poslance, kot že mnogokrat poprej, sicer v drugačni sestavi. Tako torej slišali ste županjo občine Dravograd. Gremo dalje. Pred menoj je že mnenje župana iz Ravena Koroškem, se opravičujem, Tomaž Rožen je zapisal naslednje besede. Razočarani smo nad slabimi napovedmi ministra, ki je povedal, da tretje razvojne osi v prihodnjih 4 letih še ne bodo gradili. Kljub temu moramo nadaljevati z aktivnostmi in skupaj z vsemi silami umeščati tretjo razvojno os v naš prostor. V letu 2015 moramo zagotoviti, da bodo v državnem proračunu sredstva za nadaljnjo projektno dokumentacijo. To je v veliki meri odvisno od koroških poslancev, na katere bomo pritisk vršili tudi koroški župani. Tretja razvojna os je v vseh EU dokumentih do leta 2020 umeščena kot razvojna obveznost Republike Slovenije. Tako mora biti napisana tudi v strategiji razvoja prometne infrastrukture Republike Slovenije, ki bo sprejeta v Državnem zboru Republike Slovenije. Le tako bomo lahko nadaljevali z aktivnostmi. Lep pozdrav, Tomaž Rožen, torej župan Raven na Koroškem. Dušan Krebel, občina Mežica, pa je zapisal sledeče. Projekt tako imenovane tretje razvojne osi se je rodil že pred dobrimi 20 leti prav pri nas v Mežiški dolini v okviru prepoznavnih nujnih aktivnosti za nadaljni razvoj Koroške. Žal danes ugotavljamo, da smo še vedno na samem začetku. Verjamem, da je sodobna cestna povezava Koroške s centrom države nujna in zelo potrebna, tako z vidika razvoja koroškega gospodarstva, kot večje mobilnosti prebivalstva v obe smeri, v Ljubljano in nazaj na Koroško. Torej je skrajni čas, da začnemo z realizacijo tega projekta. Lep pozdrav, Dušan Krebel, občina Mežica. Franc Šilak je naslednji, župan občine Mislinja, zapisal je.
Redko se zgodi, da minister obišče Koroško, zato so bila naša pričakovanja, kaj novega bomo izvedeli v tretji razvojni osi, toliko večja. Spoznanje, da najbolj odgovorni v državi niso sposobni, razen tarnanja o tem, kako ni denarja, in iskanja razlogov, česar Korošci nismo storili upajoč, da bomo s kakšno ponesrečeno izjavo to potrdili in se posuli s pepelom, toliko bolj boleča. Še bolj boleče pa je, da pri tem pozabljajo, da smo edina regija brez kilometra avtoceste. Menim, da vse premalo upoštevamo razloge, zakaj avtocesto potrebujemo. Dejstvo je, da je to eden ključnih razvojnih problemov, pa je vedno znova prezrto v strateških razvojnih dokumentih. Namesto, da bi se ukvarjali z umestitvijo trase, vsaka nova vlada naroča nove prometne študije, čas pa neusmiljeno teče. Zato odločno podpiram vsa prizadevanja za izgradnjo tretje razvojne osi. Vesel sem, da se aktivno vključujejo predstavniki gospodarske in obrtne zbornice in mladi. Upam, da se bodo v ta prizadevanja aktivno vključili tudi koroški poslanci. Menim, da je nujno čim prej pripraviti regijsko strategijo razvoja glavnega prometnega omrežja Koroške, ki bo pomemben dokument, s katerim bomo še bolj odločno terjali reševanje prometnih zagat v regiji in bo lahko dobra podlaga za dopolnitve in spremembe nacionalnih strateških dokumentov, ki jih moramo odločno zahtevati, vendar nam časa za to zmanjkuje. Strinjam se s tistimi, ki menijo, da niso dovolj le okrogle mize, ampak je potreben odločnejši nastop politike, gospodarstva in civilne družbe, ki ne izključuje javnih protestov. Poudariti želim, da je treba problematiko cestnega omrežja obravnavati celovito, saj je stanje državnih cest katastrofalno in terja takojšnje ukrepanje. Pereča problematika gozdnih cest na Koroškem je bila že velikokrat omenjena, za njihovo vzdrževanje nimamo ustreznega sistemskega vira, občine pa tega bremena na dolgi rok ne bodo zmogle. Tako, slišali ste še župana občine Mislinja, torej Franca Šilanka, in s tem v dveh oddajah vseh 12 mnenj oziroma mnenj vseh 12 koroških županov. No in če mi dovolite, pravzaprav lahko nek kratek povzetek, lahko rečem, da so si mnenja koroških županov dokaj podobna. Hitra cesta se jim zdi nuja, ki v osnovi služi državljanom in seveda tudi gospodarstvu za hitrejšo in varnejšo mobilnost, tako iz regije kot seveda nazaj v regijo. No, vsi župani, kot ste verjetno sami slišali, pa so, kot že mnogokrat poprej, lahko malo spotakljivo rečem, na tovrstnih sestankih pogrešali koroške poslance. Naslednji na potezi so obrtniki, ki bodo v drugi polovici tega meseca pripravili protest, in sicer pred parlamentom, o čemer pa vas bom tudi sama ažurno obveščala. Nadaljujem s prvo redno sejo sveta Koroške regije. Župani koroških občin, ki so hkrati ustanoviteljice koroških lekarn, so šele v ponedeljek na omenjeni seji potrdili finančni načrt koroških lekarn, sicer za letošnje leto. No, pri tem so sprejeli odločitev, da se 225.000 evrov preteklega presežka nameni v proračune občin in ne v naložbe, kot je bilo sprva predvideno. O razlogih za tovrstno odločitev pa sem spregovorila županu mestne občine Slovenj Gradec. Obravnavali smo več točk, med zanimivejšimi naj omenim obravnavo finančnega načrta za leto 2014, sicer na koncu leta za Zavod Koroške lekarne. Potrdili smo ta finančni načrt. Prvič, ko smo obravnavali to gradivo nekje v juniju letošnjega leta, ga nismo potrdili. Pripombe so bile na to, kako bomo uporabili presežek lekarn iz leta 2013. Ta presežek smo zdaj delno s sklepom odločili, da se vrne ustanoviteljicam, to so občine, in sicer 225.000 evrov se razdeli občinam iz ustvarjenega presežka. Seveda ostaja še veliko ustvarjenega presežka ali dobička koroških lekarn iz preteklih let in ta denar se namenja za investicije. Teh investicij je precej. Gre za obnovo skladišča v mestni lekarni v Slovenj Gradcu v znesku 180.000, in sicer se bo izvedlo avtomatizirano skladišče, torej z avtomatsko izdajo zdravil. In investicije bodo potekale še na drugih lokacijah. Poleg tega se precej denarja namenja tudi za redno vzdrževanje in za nabavo opreme. Skupaj z rednim vzdrževanjem kar okrog 750.000 se porablja tega denarja v letošnjem letu. No, koroške lekarne sicer dobro poslujejo
in vsako leto torej se ustvari presežek iz tržne dejavnosti, čeprav tržna dejavnost predstavlja le 23% vseh prihodkov koroških lekarn. Verjetno pa se pri redni dejavnosti, tam, ker gre za javno službo, ustvarja celo manjša izguba. Konkretno poleti recimo niste tega sprejeli, kaj je bilo poleti recimo neka točka spora? Načrtovali so še več investicij in takrat smo imeli pač pripombe, da je treba tudi denar iz tega zavoda vrniti ustanoviteljicam. Ustanoviteljice lahko ta denar uporabijo za naložbe tudi v zdravstvene domove ali pa za druge dejavnosti v zdravstvu, tako da se iz zdravstva vrne denar v zdravstvo, čeprav gre za integralni proračun. Koliko konkretno recimo bo dobila zdaj mestna občina Slovenj Gradec iz tega naslova? Mislim, da imamo mi okrog 23% v ustanoviteljstvo, tako da ta znesek 225 tisoč se deli na te deleže. Naslednja točka, tudi operativni program kohezijske politike ste obravnavali, kaj konkretno, kaj ste nazadnje sklenili? Šlo je za informacijo o tem, da je ta operativni program, ki ga država podpisuje z Evropsko komisijo, končno potrjen z naše strani. Seveda zdaj ga pregledujejo v Bruslu in ko bojo opravili ta pregled, bo lahko naša vlada operativni program sprejela. Operativni program za črpanje evropskih kohezijskih skladov v letih 2014-2020 pa je tisti dokument, ki določa pravila, okvire črpanja evropskega denarja v naslednji perspektivi. Pripombe, torej mi smo poslušali predstavitev direktorice Razvojne agencije Koroške, župani pa so potem seveda imeli tudi svoje komentarje. V glavnem so bili vsi nezadovoljni s tem operativnim programom, ki pač postavlja pravila črpanja na precej drugačno osnovo. Projekti ali pa razpisi, na katere bomo kandidirali, bojo v glavnem konkurenčni. To pomeni, da ne bo dogovorjenih kvot po regijah ali po občinah, kot je bilo doslej. Na vsak razpis bo torej projekt, ki ga bo na primer naša občina prijavila, v konkurenci z ostalimi izhodne kohezijske regije. Dogovarjamo ali pa dogovarjajo se še, da bi se kljub vsemu dogovorili o projektih, ki bi bili nekako regijsko dogovorjeni, torej gre za dogovor za razvoj regij, kamor bi uvrstili projekte iz regionalnega razvojnega programa in za te projekte bi nekako lahko direktno kandidirali, torej da ne bi bili uvrščeni v konkurenco vseh ostalih regij in občin, ampak bi se nekako spet preko nekih bližnjic ali pa dogovorov uvedle regijske ali pa občinske kvote. Verjetno pa bo to teže. V vsakem primeru se bojo morali ti projekti, ki bojo uvrščeni v dogovor za razvoj regij, predstavljati regijsko ali pa vsej med več občinami. Kakšen pa je namen recimo, da tovrstnih določil, recimo konkretno za razpise, kaj so želeli torej doseči s tem, da torej tudi občina ima neko konkurenco? Težko bi rekel, kakšni so vzroki. Naši sestavljavci tega operativnega programa pač vedno pravijo, da delajo v skladu z navodili, ki jih dobijo iz Brusla. Druga posebnost tega programa je tudi to, da so omejene, da so v manjši meri na voljo sredstva za gradnjo infrastrukture. Recimo v turizmu bo to zelo omejeno. Razlaga je pač ta, da naj bi se zdaj več vlagalo v programe, v mehke vsebine, manj v hardware, to pomeni v trdo infrastrukturo. Da je bilo dovolj narejenega in zdaj pa je treba iz tega, kar se je naredilo, začeti dobivati delovna mesta, ustvarjati dodano vrednost. Kakšna je pa realiteta to? Lepo se čuje, ampak težko bo v naših pogojih, ki smo pač precej manj razviti od ostalih evropskih držav, kjer je pa dejansko tako stanje, da imajo že zgrajeno infrastrukturo in je treba zdaj delati na vsebinah. Je pri nas pač situacija taka, da bi potrebovali še kar 2 finančne perspektivi veliko vlaganj v infrastrukturo. Tudi ta je pogoj za to, da smo lahko konkurenčni, da pridobivamo investicije, nova delovna mesta in torej je skoraj potrebni ali pa ta nujni pogoj za kakršenkoli razvoj. Torej, potem takem lahko v koroški regiji gre še slabše?
No ja, jaz nisem tak pesimist pri tem, jaz mislim, da se bo vseeno dalo graditi določene stvari, bo pa treba malo bolj domiseln biti pri tem, se res povezovati med občinami in projekt je tako narediti, da bojo omogočili tudi v določenem odstotku porabo denarja za gradnjo infrastrukture. Zdaj pa k kulturi. V muzeju Huga Wolfa v Slovenj Gradcu je tudi letos potekala mednarodna soropevska šola in lahko rečem že 18. zapovrstjo. In tudi letos jo je organiziralo kulturno društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec, zato sem se o pomenu, poslanstvu in nazadnje tudi odzivih te mednarodne soropevske šole pogovarjala s predsednikom društva. Prva mednarodna soropevska šola Hugo Wolf je bila izvedena že tam leta 1993, hkrati z ustanovitvijo slovenjgradskega društva Hugo Wolf. Takrat tista prva izvedba je bila pod vodstvom mednarodno pomembnega in uveljavljenega poznavalca Wolfovih samospevov, tudi samega izvajalca baritonista Kurta Widmerja iz Švice. V kasnejših letih so se kot vodje tega seminarja zvrstili še drugi profesori iz različnih akademij, no zadnja leta pa to šolo vodi profesorica Breda Zakotnik Salzburškega Mozarteuma. Sama ideja tega mednarodnega seminarja je pravzaprav povezana s poslanstvom slovenjgradskega društva Hugo Wolf, ki si prizadeva zlasti v slovenskem prostoru navduševati pevce za izvedbo Wolfove glasbene literature. Morda nekateri vedo, da je bil Wolf pravzaprav desetletja po drugi svetovni vojni na nek način zamoščan v slovenskem kulturnem prostoru, predvsem zaradi zlorabe med drugo svetovno vojno, ko ga je nacistična okupacijska oblast nekako povzdignila v simbol nemštva v teh krajih in nekako je ostal v nemilosti po drugi svetovni vojni v našem kulturnem spominu. Od 90-ih let naprej, ko nekako Wolfa cenimo tudi v tem našem okolju, še zlasti v njegovem rojstnem mestu Slovenj Gradcu, pa smo v okviru društva razvili številne dejavnosti, ki nekako popularizirajo njegovo glasbo. Tudi tukaj v njegovi domovini, če lahko tako rečem, zlasti zato, ker Wolf pravzaprav pridobiva v mednarodnem glasbenem svetu na veljavi, tudi v teh zadnjih letih, in nekako Wolfa danes štejejo za glasbenega umetnika, skladatelja, ki stoji z eno nogo še v 19. stoletju, z drugo nogo pa nekako že v 20. stoletju in nakazuje razvoj moderne glasbe, sodobne glasbe v 20. stoletju, nekako pionir tistega, kar je pomenila eksperimentalna in pa nekako moderna glasba v začetku 20. stoletja. Katere pa so dejansko torej države, ki so sodelovali na tokratnem 18. mednarodnem seminarju? Kot sem že dejal, to soropevsko šolo zdaj že vrsto let vodi profesorica Breda Zakotnik z Salzburškega Mozarteuma kot korepetitor in v zadnjih letih tudi kot pomočnik vodja programa. Ji pomaga profesor Vladimir Mlinarič z Ljubljanske akademije za glasbo in ona dva na nek način izbereta tudi zasedbo udeležencev posameznega seminarja, glede na to, da je pač ni možno izvesti širše audicije in nekako ona dva za svojim pregledom, oba namreč zasledujeta kot profesorja zlasti študente zadnjih letnikov v tem širšem srednjeevropskem prostoru, odkoder večinoma tudi prihajajo udeleženci vsako leto, se pravi iz teh bližnjih konzervatorijev, iz Gradca, iz Salzburga, tudi iz Dunaja in pa seveda iz Ljubljane. In na nek način potem tudi ostanejo prijatelji Slovenj Gradca tudi v kasnejših letih z mnogimi, ki so tukaj zaključili ta seminar. Že pred leti smo ostali v kontaktih, mnogi med njimi so že zvezde svetovnih koncertnih odrov in se ponavadi za manjši honorar radi vračajo v Slovenj Gradec z samostojnimi koncerti, samostojnimi predstavitvami, vedno znova pač v rojstni hiši Huga Wolfa, ki je za njih en poseben magnet in seveda tudi prostor spomina na udeležbo na tem seminarju pred leti. Še vedno ostajamo pri kulturi, selimo se v Koroško galerijo likovnih umetnosti, kjer na poljuden način izobražujejo tudi naše najmlajše. Torej, pravkar so se zaključile Bernekarjeve delavnice, torej delavnice, ki trajajo že kar nekaj let in kot kaže tudi obisk na nek način torej strmo raste. Potreba po določenih delavnicah, po stiku z kulturo ne nazadnje.
Ja, se pravi, Brnekerjeve ustvarjalnice se izvajajo že od leta 2004, kontinuirano od takrat naprej, predtem so se tudi že seveda občasno, da so zelo dobro obiskane, oziroma so zelo dobro obiskane, to kaže obisk otrok, ker jih povprečno obišče vsaj 20 ali pa tudi več, med poletnimi počitnicami so še posebej dobro obiskane. Tokratno delavnico smo mogli ravno zaradi zahtevnosti dela tudi omejiti, oziroma smo dali obvezne prijave, ker je bolj zahtevna. Izdelovali smo živalice iz blaga, ker je na razstavi 12 prostorov, se predstavlja tudi umetnica Tija Avsec s projektom Infantija, v katerem predstavlja oziroma so glavni liki živalice, plišaste živalice, ki jih šiva sama, in zaradi tega smo tudi to delavnico navezali na ta del razstave. To pomeni, da bodo potem te živalice tudi razstavljene? Otroške živalice bodo otroci sedaj odnesli domov, na ogled pa so še živalice, ki jih je izdelala Tija Avsec. Konkretno torej potreba po kulturi, kako se otroci v teh zgodnjih letih, torej obiskujejo otroci iz vrtca in nekako recimo osnovna šola oziroma vsaj prva triada, če sem pravilno seznanjena, kako se torej odzovejo na umetnost, kako dojamejo nenazadnje umetnost? Ja, otroci zelo dobro dojemajo umetnost, jo sprejemajo, počutijo se zelo domače v galeriji, kljub temu, da imamo velikokrat tudi dokaj moderne razstave, sodobne razstave, ki niso na prvi pogled čisto razumljive, ampak otroci vse to zelo dobro sprejemajo, postavljajo zelo zanimiva vprašanja in v bistvu so tudi ta smiselna vprašanja. Nekje sem prebrala zanimivo misel, da pravzaprav smo mi odrasli tisti, ki potrebujemo neke podnapise, malo pod narekovaje rečeno, predvsem pri recimo modernih razstavah, medtem ko recimo otroci razumejo pač moderno razstavo na nek svoj način oziroma vzamejo toliko, kolikor pač razumejo. Ja, seveda, zelo dobri opazovalci so, zelo dobro razumejo, včasih je mogoče tudi zelo čisto potrebno popreprostiti vse in na tak način potem res izhajajo iz čistih osnov. Kje jemljete, črpate ideje za to, kaj ustvarjate pri dotičnih ustvarjalnicah? Ja, naše ustvarjalnice so vedno sestavljene na način, da izhajamo iz aktualne razstave oziroma iz naše stalne zbirke, in tako je tudi delavnica sestavljena na tak način, da si v prvem delu otroci ogledajo razstavo in potem novo pridobljeno znanje, nove informacije, novi pojmi, potem to v bistvu z ustvarjanjem poglobijo. Na nek način date neko težo tudi torej lokalnim umetnikom? Glede na to, da izhajamo oziroma je tudi naš program sestavljen na način, da se tudi predstavljajo koroški umetniki oziroma naša stalna zbirka, smo tudi pripravili že par let nazaj maskoto, Vranček Koki, maskoto pedagoških programov, ki je dejansko lik Jožeta Tisnikarja, se pravi Vran, ki ga je tudi pogosto upodabljal na svojih slikah in ga tudi dejansko imel. Kako pa otroci dojamejo, recimo konkretno Tisnikarja? Odrasli, marsikdo se na nek način recimo zmrazi ob tisti njegovi temni sliki, če lahko malo posplošujem. Kako pa je z otroci? Ne, otroci to dojemajo čisto pozitivno, ponavadi najprej opazijo živali in šele potem z našimi usmeritvami, z pogovorom, ki ga vodim, pridejo do teh bolj negativnih oziroma ne negativnih, ampak malo temačnejše vsebine. Ja. Vaška skupnost Gradišče je našo televizijo oziroma našo ekipo povabila na odprtje prenovljene ceste in tudi vodovoda na Gradišču. Predsednik Vaške skupnosti Gradišče, gospod Bojan Repas, pa je v ta namen povedal. Z to pridobitvijo lahko rečemo, da smo prikategorizirali tole cesto iz nevarne poti v varno pot. V tem trenutku govorim o pločniku iz smeri Most Barbara do Smolarja. Naš drugi projekt je priplastitev cestišča prav tako od Mosta Barbare do Smolarja in oba dva ta projekta sta se vršila istočasno. Vršila sta se v 3 etapah in prav toliko smo imeli tudi izvajalcev. Najprej je bil tukaj podjetje Brzovnik, potem je bilo podjetje Kuster, tako na koncu pa podjetje Kostman. Naša tretja pridobitev
ki jo bomo danes tudi svečano odprli, pa je vodovod v niže ležečem območju. Za ta projekt lahko tudi rečem, da smo ga nekako v 3 etapah postavljali. Prva in druga etapa se je delalo omrežje istočasno kot optika. Tretja etapa pa se je izvršila z črpalko, ki je locirana pri Čoderlu. Upam in želim se, da se naše gospodarstvo v Sloveniji dvigne. Saj je že skrajni čas in da naša občina, prav tako pa vaške skupnosti, četrtne skupnosti, oziroma vsa območja v naši občini pridobimo finančne sredstva, bodisi iz Evrope, bodisi iz države ali bodisi iz same občine, in da se bomo večkrat srečevali na podobnih srečanjih, kjer bomo odprli neke novitete, neke nove projekte. Hvala za vašo pozornost, vidimo se natanko čez teden dni. No, do takrat pa bom poskušala pridobiti tudi izjave koroških poslancev, seveda na temo 3. razvojna os, ki kot kaže v tem trenutku ali ne znajo, ali ne želijo svoje kolege poslance spomniti na to, da Koroška tudi obstaja. Doslednjič le še srečno.